SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. En lep pozdrav v novem SBC-jevem aktualnem podcastu. Tokrat bomo govorili o obdavčitvi kriptovalut. O novem davku lahko rečemo, saj veste, zdaj smo se že kar malce navadili, da ga skoraj da ni meseca, ko ne bi finančni minister napovedal kakšne nove obdavčitve. In tokrat so na vrsto prišli kovanci, tisti, ki jih ne vidimo. Zato, da bo debata dobra, zato, da bo tudi strokovno podkrepljena, sem v studio povabil dva, ki se na to zelo dobro spoznata. Na kriptovalute, na vlaganja, na vse tiste stvari, kjer ljudje vidimo, da bi lahko nekaj prihranili za, lahko temu rečemo, starost, varno starost. Lepo zdrav, živjo. Pozdravljen. Živa. Elementum pa Bitcoin društvo. Dva popolnoma različna svetova, je to res? Ne? Nekaj so plemenite kovine, pa naložbe, nekaj je pa to, kar rečejo, pa sej tega ponavadi sploh ne vidimo. To je vse samo nekje v oblakih. A sem narobe začel? Nemci pravijo ja in ne. Odvisno, določene stvari so skupne, določene so različne, ampak to je pomembno. Gre pa vse v smer razpršitve, ki pa po mojem mnenju najbolj pomembna. Kaj bi ti rekel? Ja, jaz bi tako rekel, imamo ful skupnih točk, zelo veliko. Je pa res, da kriptovalute so mlajše, so novejše, za moje mnenje so boljše, so hitrejše. Je pa res, da pač je tako, kot je kolega povedal, je treba sodelovati, treba je razpršiti v enem trenutku, zdaj, ko pa vidimo, če se začnemo nagibati na eno, na boljšo stran, ja, so pa ti procenti pol se začnejo spreminjati, ampak ja, imamo skupne točke, tako da se srečamo. Se upravičujem, ker imam telefon v roki tudi gledalkam in gledalcem, ne ker me kdo kliče in ponavadi imamo tole mizo prazno, ampak danes imam z razlogom, zato, ker bom pogledal, kakšna je trenutna vrednost Bitcoina. Samo sekundico. 102.507 evrov. To je zdaj, ne bom več gledal, Peter in Toni seveda na telefon, ampak dajmo tukaj začeti. Bitcoin društvo ste Bitcoin društvo z razlogom samo Bitcoin, ali zato, ker je v resnici res težko zagovarjati vse kriptosredstva, ki danes obstajajo, za nekatere pa vendarle vemo, ne, da so špekulativna, čeprav morda to za več velja, nekatera pa celo sumljiva, no, da tako rečem. Bitcoin društvo je lansko leto praznoval, dajmo reči, 10. obletnico, tako da ja, z razlogom. Takrat je dejansko obstajal samo Bitcoin, takrat se je skupina zbrala, ustanovila društvo, ker je v Bitcoinu že takrat videla določene prednosti, oziroma to, kako bi rekel, neko prihodnost denarja. In takrat so se pogovarjali samo o Bitcoinu in pač o blockchain tehnologiji. Seveda, pol so z leti začele prihajati različne kriptovalute, za nekatere eni menijo, da so pač boljše, hitrejše, ampak vsi vemo, da nekaj, kar je instantnega ali pa hitrejšega, ni nujno tudi boljšega, oziroma v veliki večini je to še celo slabše. Mi se pač tega držimo in je Bitcoin kot prva najmočnejša kriptovaluta, kar tudi vidimo po market capu, po volumu, ko se dogaja pač po svetu. In ja, tudi najlažje zagovarjamo Bitcoin, lažje kot 15 milijonov vseh ostalih kriptovalut, ki so tako, kot si omenil, problematične, dajmo tako reči, da mogoče mičkano milimo. Sej takoj pridem na tvoje področje, ampak 10 let nazaj ste se ustanovili, koliko je bil takrat vreden Bitcoin? Zdaj, če dobro pomislim, mislim, da je bila številka pod $100. Ne evrov, ampak dolarjev. Ja, jaz močno upam, da si kupil takrat nekaj Bitcoinov. Za kakšnih 5000 evrov. Dajmo reči, da moj ta prvi stik z Bitcoinom je bil neko tako hobi rudarjenje. Pa lahko povem, da od tistega rudarjenja danes nimam niti enega Bitcoina. Okay. Tako, ko je prišel, tako je tudi šel. O tem bova še govorila. Morda zdaj druga plat, ne te medalje, ampak ko govorimo o vlaganjih, o nekih stvarih, ki jih pa lahko morda primamo, celo stehtamo, to je zlato, plemenite kovine, Elementum se ukvarja prav s tem, ne? Kako torej varčevati, vlagati, ravnati s plemenitimi kovine. Tako je, ja, v bistvu v Elementumu se od začetka ukvarjamo z naložbami v fizične plemenite kovine. Tukaj bi poudaril, da tako kot je Bitcoin najbolj popularen na področju
kriptovalut je tudi zlato najbolj popularno na področju, bom rekel, plemenitih kovin. Ne. Poleg zlata je potem dodatno druga najbolj popularna kovina srebro. In tudi v bistvu Elementum se je fokusiral samo na te dve kovini, se pravi zlato in srebro. Predvsem iz naslova v bistvu tudi likvidnosti, ne, ker po mojem mnenju, predvsem v kriznih časih je ključ likvidnost in v bistvu vedno, ko stranka želi odprodati plemenite kovine ali kjerkoli drugo naložbo, mislim, da mora dobiti izpolnjeno to, da dobi v bistvu denar v zelo hitrem času. Ne. Torej, ja, so zanimive tudi druge plemenite kovine, bom rekel, platina, paladij, gotovo poznate, reni, rodi in tako naprej. Ampak se pravim, pač moramo gledati iz vseh vidikov vlaganja, nakupov, prodaj, hranjenja, tako da in tukaj smo nekako pri zlatu in srebru ostali in tudi ostajamo. Ja, če sem na začetku pogledal, kakšna je vrednost enega bitcoina, kakšna je vrednost danes zlata, če imaš eno unčo, zlato palico, kako va rekla, kaj se bolje sliši? No? V bistvu, ja, unča, mogoče to, da povem, ker tudi veliko ljudi menja, no, niti mogoče ne ve, kaj je ena unča. Ena unča pomeni 31,1035 grama. Ne. V evrih je to zdaj nekje okrog, se pravi 2700 evrov za eno unčo, govorimo o borzni ceni. Borzna cena enega kilograma zlata, ki je nekako tako velika, kot tvoj telefon, je nekje čez 92,000 evrov. Moramo pa vedeti, ne, se pravi, ker ljudje tudi govorijo, ja, mi pa že vlagamo v zlato. Ne. Zdaj, ja, v kakšno zlato vlagate? Ne? A vlagate res v fizično plemenito kovino? Ali vlagate v nek izveden papir, ki je vezan na ceno zlata in srebra, je dejansko lahko to finančni produkt. Ne? To sta dve zelo različni stvari in tudi mogoče bi povedal čisto za občutek procentualno, ne? Da v bistvu samo 1% vlagan v zlato pomeni fizično zlato. Ne? 99% pomeni vlaganje v vse ostale druge izpeljanke, ki nima veze s fizičnim zlatom. Ne? Pri srebru je to dejansko še enkrat več do dvakrat. Tako da to so neke ocene. Tako da zato mi prisegamo in bomo prisegali vedno na fizično blago, fizično zlato, fizično srebro. Nazadnje, kot je kolega omenil, sta tukaj že nekaj tisočletne prisotni in to zagovarjamo. Zanimivo, a ne? Takoj smo našli nekaj. Zlato pa 1%, 99% so pa že neki finančni inštrumenti, kot da bi se pogovarjali o kriptu, ne? Kjer so nam na začetku vsi, zdaj bom telefon pa res stran dal, ker ni več kaj za pogledati, ampak ko so nam vsi rekli, to je celotna špekulacija. Zdaj se bomo vrnili najprej, preden bomo o davku začeli govoriti, ker to je bil vendarle namen, da smo se danes tukaj zbrali, ne? Kakšna je rast? Tudi za 10 let nazaj za zlato bomo vprašali, ampak kakšna je rast tega bitcoina? Ne? Se sem te vprašal 10 let nazaj, danes smo čez 100,000 evrov. Kakšna je tudi ta kapitalska? Veš, koliko smo recimo ljudje dali v teh 10 letih denarja? Zdaj, rast bitcoina je v povprečju, če vzamemo zadnjih 10 let, mislim, da okrog 64% letno. Seveda so bila zelo velika nihanja, sicer zdaj se to kar konkretno zmanjšuje ta volatilnost, ampak če pogledamo 64% na let, je to kar lep procent. Tako, kot sem rekel, se bo zmanjšalo oziroma se že znižuje ta procent in se približuje nekje, pričakuje se nekje 40%, ampak ja, glede na to, da priliv še vedno je, Bitcoin je omejen, 21 milijonov ga bo kadarkoli obstajalo in ravno zaradi tega pač se tudi Bitcoin izgubljajo, ta vrednost pač rase se. To je čist klasičen zakon. In ja, zdaj, če se sam skočim nazaj na prejšnjo temo, ki je lepo povedal, kako je pri zlatu, tukaj imamo, da mora z zlatom zelo veliko skupnih točk, fizično zlato ali pa tvoj Bitcoin. Ista zgodba je pri Bitcoinu, začeli so se pojavljati oziroma pač v Ameriki, vemo, da so se vzpostavili ETF-i in ogromni so zdaj prilivi v te ETF-e, ljudje mogoče napačno sklepajo, da pač to je zdaj tam Bitcoin, ne, ti imaš Bitcoin ETF. Zdaj Bitcoin tam obstaja, verjetno ga imajo spravljenega, ampak še vedno jim je treba zaupati, še vedno je pač jim treba verjeti, da ta Bitcoin tam je, ampak pri Bitcoinu je to veliko lažje dokazati kot pri zlatu.
ker Bitcoin lahko v vsakem trenutku preverimo neke naslove, a ta Bitcoin tam obstaja, a ga je res to, kar pravijo, da ga je, ker pri zlatu je ta stvar že mogoče mičkan težja, ker mora nekdo iti v nek trezor pregledati, prešteti, plus tega, a je to res zlato, ali je to mogoče neka kovina, ki je samo oblečena v zlato. Pri Bitcoinu pa, če ga imamo na blockchainu, če ga preverimo, če jih je tam toliko, kar pač piše, da jih je, ti Bitcoini tam so. Seveda pa Bitcoin društvo, tako kot kolega, zagovarjamo pač hranjenja Bitcoina pri sebi, to se pravi, ne moram reči fizično, ker pač Bitcoin v fizičnem svetu ne obstaja, ampak na nekih strojnih denarnicah, pa nekih pravilnih postopkih, da se ga pač spravi in da si ga ti lastiš, ker že od prvega dneva, ki je bil društvo ustanovljen, pač to zagovarjamo in tako kot pravijo kolegi, oziroma tako kot vsi govorimo, not your keys, not your coins, to se pravi, če nimaš ključa od Bitcoina, pač tega Bitcoina ti nimaš in tudi ne moreš vedeti, a dejansko res tam obstaja ali ne. Dobro iztočnico je dal. Spomnim se, ko je zdaj drugič zmagal na volitvah ameriški predsednik Donald Trump, takrat še z pomočjo svojega prijatelja, ki to zdaj ni več, Ilona Muska, smo brali zanimive naslove, jutri gremo v Fort Knox pogledati, ali je dejansko tam notri toliko zlata, kot piše, da ga je. Kaj so videli, ko so šli pogledati? Ne vem, če so sploh šli pogledati, ne? No, saj zato, ker od takrat naprej ni bilo pa nobenega naslova več, kaj se je zgodilo, ne? Res je, ja, to ni edina zgodba. Mislim, da zadnja uradna revizija je v Fort Knoxu bila 1957, če se ne motim. To je ena zadeva. Drug, bom rekel, zelo zanimiv pokazatelj je bil, ko so nemški parlamentarci želeli tudi iti pogledati nemško zlato, ki naj bi bilo shranjeno v Ameriki in del tudi v Fort Knoxu. Tudi oni niso prišli zelo daleč. In pa, ko so v bistvu dali zahtevo, da bi svoje zlato iz Amerike prepeljali v Nemčijo, ker naenkrat se je pojavilo ogromno enih izzivov, ne, kako to prepeljati. Mislim, da imajo Nemci tam cirka 300 ton in da je to ogromen logistični zalogaj. Vprašanje, ne, ali je to res pravi razlog. Vemo, da se prevaža veliko več težjega tovora in tudi veliko več vrednejšega tovora, lahko bi večkrat naredili, tako da jaz mislim, da to ni bil glavni izziv, da se to ne da, ampak verjetno kaj drugega. A lahko še skočiva še malce nazaj tudi v zgodovino, ta zlati standard, je tudi ena stvar, o kateri je vredno govoriti. Včasih je pač veljalo, da dolarjev je toliko, kolikor imajo varovala v narekovajih, s tem zlatom, ki ga imajo takole shranjenega, potem so pa na določenem trenutku, o tem bom seveda pustil tebi govoriti, ugotovili, da če želijo biti prevladujoča valuta svetovna, potem je fino, če malce več denarja natisneš in takrat je ta zlati standard padel. Kaj to v bistvu pomeni, kaj se je zgodilo s tem? Ja, lahko rečemo, to ni nova pogruntavščina, no? Tudi v rimskem imperiju, ko so imeli zlatnike, srebrnike, so imeli tudi problem z tiskanjem denarja oziroma z inflacijo. Najprej pač so imeli recimo srebrnik, ki je bil težek 15 gramov in je bil vreden pač toliko, kolikor je bil. Potem so ugotovili, da nimajo več toliko srebra in so pač začeli luknjice delati. Oziroma, prvo so začeli čistino zniževati, potem so začeli luknjice delati. Skratka, inflacija je prišla tudi na ta način. Ja, res je, pač v zgodovini smo imeli 2 zlata standarda povezana z ameriškim dolarjem in drugi zlati standard je bil ukinjen leta, se pravi 1971. Spet žal, zakaj? Zaradi tega, ker je bilo potrebno financirati vojno. Podobno, kot danes se o tem pogovarjamo. Takrat je bila vojna v Vietnamu, ki je ogromno dolarjev porabila. No in takrat so v bistvu izvedli tako imenovan začasni ukrep ukinitve vezave zlata na dolar oziroma dolarja na zlato. No in ta začasni ukrep, vidimo, traja že več kot 50 let. A lahko še eno vprašanje, če torej vemo, koliko je bitcoinov na svetu in jih nikoli ne bo več, koliko je zlata na svetu? Tukaj je vendarle drugače, lahko ga izkopljamo, obstajajo zlati rudniki, tisti na črno, te, ki so seveda normalni. Koliko je zlata? Težko vam povem točno, koliko je, ker tako, kot ste rekli, eno je zlato, ki je že izkopano, tako imenovan above ground, bom rekel gold. To nekako si lahko predstavljate, da tega zlata je približno kocka s premerom 21 metrov, kar načeloma malo več kot ta studija, ampak ena stavba.
naj bi ga bilo še nekaj, kar v zemeljski skorji, v vodi in tako naprej, ampak v bistvu strošek pridobivanja zlata ekstremno pol se povečuje, ne. Tudi v zadnjih 10 letih, 20, odkar spremljam trg zlata, trg srebra, ni bilo nekih tako imenovanih ogromnih najdišč rude, ki se jih je smiselno lotiti in začeti izkopavati, ne. Bilo je par takih, bom rekel, velikih medijskih objav, ki so se pa izkazali za neresnične. Tako da dejansko se lahko za srebro konkretno povem, zadnjih 5 let več srebra porabi fizičnega kot nakoplje, ne. In novih nahajališč ni, bom rekel, na vidiku, ne. Tako da, ja, odgovor je v bistvu je relativno, bom rekel, redek element ali pa vedno bolj redek, bolj kot nafta, bolj kot redke zemlje, recimo je zlato in srebro redko, ne, je v tem primeru različno kakor bitcoin, no. Pa še ena stvar je, ne, bitcoine ponavadi ne nosimo okrog vratu, razen če ima kdo res ta ključek, ne. Medtem ko se zlata zelo, zelo veliko porabi, a ne, v bistvu uhane in tako naprej. Ja, mogoče bi tukaj tudi razložil razliko med zlatom pa srebrom, ne. To se mi zdi tudi dosti zanimiva informacija. Dejansko zlato se kopiči, ne. V nakitu, v kovancih, v palcah, se pravi v zalogah centralnih bank ali pa v trezorjih ljudi. Samo 10% gre nekako v industrijo, ne, z elektroniko, za te specialne v bistvu elemente, ne. Srebro se pa porablja. In v bistvu srebro gre pa več kot 80% v industrijo, ne, v elektroniko. Največji porabniki so zdaj za solarne panele, te nitke v bistvu so srebrno pasto prevlečene, električni avtomobili, baterije, žal vojaška industrija, nenazadnje, ker je antibakterijsko tudi v medicini. Tako da in ta spekter uporabe se širi, to pa ravno bo pripeljalo po mojem mnenju do neke vrste pomanjkanja srebra, lahko tudi v določenem momentu, kar bo pa vplivalo na ceno, ne. Jaz mislim, da smo naredili dober uvod v to, da si lažje predstavljamo, kaj je zlato, srebro, kaj je bitcoin, nisva se še na druge kriptovalute spustila, ampak zdaj se pa bomo počasi, ne. Ko država pač živi tako, kot živimo mi, ko imamo nek visok standard ali pa ga želimo vzdrževati, pa vidimo, da prihajajo novi stroški, sam si že omenil vojno, ja, zdaj teh 3%, 5% za NATO, za članarino, takrat seveda vsak finančni minister v vsaki državi začne gledati, ki bo še kaj nabral. A ne, naš je obljubil, da ne bo novih dajatev, novih davkov, pa vendarle je tukaj kriptodavek, a ne. Najprej, preden bom vseeno vprašal, no, kaj se je zgodilo v zadnjih, mislim, da 2 tednih v Ameriki, kjer so se te problematike, v narekovaju kriptovalut, lotili popolnoma drugače, z velikim, pomembnim zakonom, a ne, oziroma z večjimi ukrepi, kjer pravijo Make America Great Again, tudi s kriptovalutami. Ja, tukaj v bistvu zdaj Amerika je prejšnji teden imela ta slaven kriptovik, kjer moram reči, da se niso dotikali še davkov, pač davki so taki, kakršni so trenutno, ampak so se dotikali z Clarity Actom, z Genius Actom, to se pravi zakoni, in pa anti-CDBC zakonom so se dotikali bolj te regulacije. Ta prva regulacija govori o stabilnih kovancih, kjer so jih začeli prepoznavati, seveda, ker so videli priložnost izvoza dolarja po svetu, zelo enostavno, ker blockchain oziroma kriptovalute ali pa stabilni kovanci se zelo enostavno pač pošiljajo po svetu in očitno ameriška administracija videla, da nek potencial, če se njihovi stabilni kovanci po celem svetu začnejo uporabljati, seveda ti stabilni kovanci morajo po novem zakonu biti podprti 1:1 z dolarjem oziroma pač z nekimi inštrumenti na osnovi dolarja. In normalno so že spet tako kot neštetokrat do zdaj izvozili svojo valuto, ki jo lahko konec koncev tiskajo tako, kot so si oni zamislili, v vse odročne dele sveta. Zdaj, anti-CBDC Act je po mojem mnenju bolj kot ne posledica tega. Sicer je Trump rekel, da ne želi nekega groznega nadzora, hoče svobodo svojih prebivalcev in centralno-bančne digitalne valute se dotikajo ravno tega, da bi imele centralne banke nadzor nad
tokom denarja, posamezniki in ne vem, pač bi obvladoval vse skupaj, je tukaj jih mogoče malo zabremzal. Seveda zakaj? Zaradi tega, ker imamo USDT, to se pravi Tether, imamo USDC, kjer ga bo imel pa zdaj očitno, ga bo imela Amerika pač pod kontrolo, tako da zdaj to je v bistvu ena in ista stvar, mogoče malo drugače zapakirana. Je pa res, da Tether je reguliran v Ameriki, ampak je pa nekako sedežem v El Salvadorju oziroma je kar malo razdeljen po celi Ameriki, tako da jih direktnega nadzora verjetno do njih nimajo, seveda imajo pa vpliv konkreten. Zdaj se pravim, kar se pa davkov tiče, so bile pa zelo zanimive izjave oziroma neka namigovanja. Tudi Trump je izjavil, da pa ne bo obdavčil plačil z bitcoinom oziroma s kriptovalutom, oziroma da ne bo obdavčil, ampak da bo te davke mogoče znižal, sicer zdaj je govoril o neki kapici do 1000 evrov, oziroma mislim, da je ena izjava je bila celo $3000, pravičujem. Tako da s tem pa mogoče že prepoznava bitcoin in kriptovalute kot neko plačilno sredstvo, denar, pri denarju pa vemo, koliko je obdavčen. In to smo tudi mi v našem predlogu oziroma v naših komentarjih napisali. No, in ravno to me zdaj zanima. Ne? V Sloveniji smo, ko je finančni minister rekel, da davek na kriptovalute prihaja, na dobiček od kriptovalut, ne, da se popravim, mi samo sledimo neki evropski uredbi, mi smo med tistimi državami, ki jo spoštuje, implementira in tako naprej. Hkrati se pa v tem istem času na drugi strani sveta, kjer se vedno zdi, da grejo pač v drugo smer, ne, v smer, kjer njim bolj koristi, dogaja pa popolnoma drugačen, ne vem, morda ne tako zasuk, kot v bistvu neka priznanje kriptovalut, ne, dajmo jim še malce več regulacije, pomeni, da bomo malo nadzorovali, ampak vzpodbujali, pri nas se pa zdi dovolj je tega, ne, zdaj, kolikor ste že zaslužili, še to vam bomo malce odvzeli. A spet narobe razumem, je Amerika tista, ki vidi v tem priložnost, Evropa pa spet regulira to, kar ves čas počnemo v zadnjih, ne vem koliko letih že. Ja, v bistvu to že dalj časa govorimo, ne, da Amerika inovira, mi pa reguliramo, ne, se vidimo, kako je šlo tudi že pri tehnoloških podjetjih, pa pri tehnološkem razvoju v Ameriki vse naprej. V Evropi smo pa, mislim, ko se zdaj nek tak meme pojavlja, v Evropi smo pa pač pogruntali te pokrovčke za pijače in to je, da ne padejo steklenice. Da ne padejo steklenice dol, tako da in tukaj je dosti podobna zadeva. Jaz mislim, da Evropa ne da toliko želi pobrati nek davek, ker vsi vemo, da tudi, ne vem, 20, 25, 30% davka, zdaj kakšen efekt bo to imelo na davčno blagajno, smo videli v zakonu oziroma v predlogu zakona, da se ga niti izračunati ne znajo, ampak jaz mislim, da tukaj je bolj oziroma mi mislimo, da je bolj mogoče namen zabremzati vse skupaj, mogoče bolj odpeljati te investicije, ki to konec koncev niti niso investicije, ampak vse verjetno do tega bomo še prišli, da je to neka zaščita pred inflacijo, pa predvsem tem, kar se dogaja po svetu, odvrniti ljudi od teh naložb oziroma od nakupa kriptovalut pa bitcoina. Tudi minister je sam izjavil, da ni namen tega davka, da bi se nekako, ne vem, koliko denarja steklo v davčno blagajno, ampak ja, da je ta odvrnitev ljudi od špekulativnih naložb prvi cilj te zakonodaje, kar je za moje pojme nelogično, ampak ja, tako je. Ja, bova še prišla na to, kar si omenil in ravno zato sem postavil tako vprašanje. Če na eni strani luže gledamo, ne, da ameriški predsednik govori o bitcoinu, o kriptovalutah, o davku na, tako kot si samo omenil, ne, $1000 ali $3000, po drugi strani slišimo pa evropskega ministra, ki reče, mi bi pa raje, da se ljudje v bistvu s tem ne ukvarjajo, ker je to preveč spekulativno. Greva zdaj na ta vlaganja. Nekaj, kar se v Sloveniji zelo redko pogovarjamo, je ta finančna pismenost, ko je treba govoriti o tem, da je treba morda ta presežek denarja, zdaj bodo vsi skočili, kakšen presežek denarja, ne se ga nimamo, ampak vseeno, da ga je treba razpršiti. In tudi s tem se vi ukvarjate, ne? To znanje premorete, da nekaj so nepremičnine, tu smo Slovenci izjemno močni, ne? Ker jih imamo veliko, nekaj, da imaš denar na banki, tukaj smo Slovenci skoraj da svetovni prvaki, govoriva o, mislim, da 20 milijard evrov, ki tam ležijo, 30 milijard evrov, tako, ne? In nekaj so potem morda kriptovalute, pa delnice in tako naprej. Kaj je tisto, kar je pa res, ne vem, da rečeš, ok, v to daj, to je pa varno. A to obstaja? Vemo, da absolutne varnosti ni, ne? Na tak in drugačen način. Ne? Pri nepremičninah je lahko potres,
pri zlatu, da ga zgubiš, da te ga ukradejo, pri kripto, da pozabiš geslo, pri banki, da banka propade ali pa da skozi inflacijo, da se razvrednoti. Skratka, popolne investicije po mojem mnenju ne obstaja. Ne? Vsaka investicija ima svoje prednosti in svoje slabosti. Ne? In zato je pomembno, da investiramo več časa v bistvu v finančno izobraževanje samega sebe. To, drugo pa, da v bistvu tudi prevzamemo v bistvu odgovornost za svoje finance na sebe. Ne, da je na koncu država kriva, ki ima premajhno penzijo, pa predsednik vlade, pa direktor, pa žena ali pa kakorkoli vzamemo. Ne. In bom rekel, ugotavljamo sledeče, ne, da pač bogati ljudje nočejo govoriti o denarju, ker so tako karakterizirani, pač kje si ga dobil, tajkun in tako naprej. Ljudje, ki imajo pa manj denarja, pa v bistvu tudi noče, ker se pa noče izpostaviti. Ne? In je to v bistvu zelo občutljiva oziroma ena izmed tabu tem. Tako da v Elementumu smo si zadali, bom rekel, cilj, da želimo, da Slovenija do leta 2030 postane finančno najbolj pismena država na svetu. In vsaj na tem področju vlaganja v plemenite kovine verjamem, da že smo dali velik prispevek in ga bomo tudi v nadaljevanju dali. Ne? Ker a ne bi bilo fajn, da bi, bom rekel, Švicarji rekli, oziroma ne, da bi mi mislili, mi bi bili radi pa tako kot Švica, a ne bi bilo bolj, da bi Švicarji rekli, mi bi bili radi pa tako kot Slovenci. Ne? In jaz verjamem, da se to da. Ne? Pač mi smo v bistvu narod z 2 milijonama ljudmi, smo v bistvu dobri podjetniki, tudi imamo visoke stopnje varčevanja, bom rekel, v Evropi. Ne nazadnje, naš standard ni slab, ne? In v bistvu se obnašamo kot posamezniki dosti racionalno, je pa res, da dostikrat v bistvu delamo impulzivno, tudi bom rekel potrošništvo in pohlep nam delate izzive dostikrat, ne, ampak vemo vsi, da če imaš strategijo vlaganja, če se zavedaš določene potrebe po razpršitvi, boš v življenju po mojem mnenju zelo dobro skozi prišel. In z zlatom, in z kripto, in z plemenitimi, in z nepremičninami, in bom rekel, denarjem na banki, ker se pravim, vse ima svoj zakaj in svoj zato. Slovenci smo v vrhu tudi, ko gre za kripto, vlaganja. Ali pa, to je zdaj ta hec. Minister je napovedal zakon, kjer so ga vprašali, kakšen bo izplen. Ta je od 2 milijonov pa do 35 milijonov ali pa 25 milijonov. V resnici ne vemo, koliko tega denarja sploh je. Kakšni so podatki društva Bitcoin, koliko imamo Slovenci v kriptovalutah? No? A to obstaja sploh kakšna taka ocena? To je v bistvu nemogoče oceniti. In tudi kako je ministrstvo prišlo do tega podatka, ki je sicer zelo velik razpon od 2,5 do 25. Tako je. Mislim, to je tako, ko bi rekel, bo neki 1000 evrov, bo 10.000 evrov, mislim, to je velika razlika. Kako so prišli, mislim, kakšno formulo so oni uporabljali, mislim, da sem nekje zasledil, da je bilo, kakšen je trg kriptovalut po celem svetu in potem so vzeli slovenski BDP, pa so rekli procentualno, mislim, da je 0,2 ali nekaj takega. To se pravi 0,2 celotnega svetovnega kriptotrga, je pa to v Sloveniji. Zdaj, to je tako malo, kako bi rekel, zelo na hitrco zračunan, ker vemo, da Slovenija je bila zelo zgodaj, zato ker smo očitno inovativni, zato ker smo podjetni in tudi, ne vem, Bitstamp je danes najstarejša menjalnica, ki še obstaja s kriptovalutami. Ne vem, potem imamo NiceHash, ki je tudi lansko leto imel že 10. obletnico, to se pravi, da mi smo bili že zelo zgodaj, smo verjeli v to, smo vedeli, očitno nas je Slovence Bitcoin white paper prepričal, da je blockchain pa mogoče tisti next thing, ki se bo pač zgodil v prihodnosti. In jaz mislim, da tudi, kako bi rekel, teh vlaganja v Bitcoin se je mogoče že hmal začel. Ne smemo pozabiti, da ogromen jih je tudi iz Slovenije že odšlo. Ravno zaradi tega, mogoče ne zaradi davka, ker ga pač nismo imeli oziroma pač se ni vedel, koliko točno je, kakšen bo, ampak tudi mogoče zaradi tega, kako bi rekel, neznanega okolja, ker ni bilo nekih smernic, ker se ni vedel, se pač ljudje izselili, ker ne vem, kakšno poročanja so bila tako brutalna, da ne vem, jaz jih kar nekaj poznam, recimo, ko on živi v Dubaju, pa ne zato,
da bi bil dol nižji davek ali pa nekaj, ampak ker je bilo stvar veliko bolj enostavno speljati, kot v Sloveniji se s Fursom ubadati, ne vem, enkrat, dvakrat na leto, pa dokazovati, da nekaj ne obstaja oziroma da pač ti ne pritiče plačilo teh davkov ali pa nečesa. Vse to sem želel vprašati, ne? Ko je ministrstvo pač začelo govoriti o obdavčitvi dobička od kriptovalut, ja, sej vendarle si ti izplačaš to na svoj račun, ne? Sej to zdaj ne govorimo, razen če uporabiš, ne vem, Revolucije obstaja en kup stvari, bom to tudi potem vprašal, ampak načeloma imaš ti ta kriptoračun vezan na svoj finančni račun. To pomeni, da vendarle Furs že sedaj ve, če si ti nekaj zaslužil in si izplačal na svoj račun. Ali tukaj ribarimo kalnem, a ni tako? Absolutno so se vsi ti ta veliki transferi so se dogajali na transakcijske račune v Sloveniji ali pa na Revolutu. Vse to so v bistvu vse neke regulirane evropske stvari, kjer že ima naš Furs pogled oziroma jim poročajo. Vse vemo, da je treba transakcijske račune tudi iz tujine prijavljati. Zdaj verjetno z nekih davčnih oaz ne, ampak vemo, da z davčnih oaz tudi naši najboljši mahinatorji s financami pač ne poročajo v Slovenijo. Tako da tukaj je dosti podobna zgodba in če stvar ni čista, še vedno Furs zahteva pojasnilo, izvor premoženja, sicer neko je prišlo ven, ampak če si pa ti kupil 100 bitcoinov 10 let nazaj, ko je bil, ne vem, 1000 ali pa 5 let nazaj, ko je bil 1000 evrov, boš pa mogel dokazati, kje si dobil teh 100 000 evrov, da si lahko teh 10 bitcoinov kupil, ki so danes vredni milijon, ne? Tako da jaz mislim, da tukaj ni nič sporenega, je pa res, da ja, koliko pa je teh kriptovalut oziroma investicij v kriptovalute, ki pač na blockchainu so oziroma na menjalnicah ali pa nekaj teh podatkov pa ni in je težko zdaj reči. Dobro si ti že izpostavil prav to, ne vem, Merlaka imamo, ne, saj je eden najbogatejših Slovencev, ki zdaj s tem denarjem, ki ga je zaslužil od menjalnice, v resnici gradi hotele, pa je znova naletel seveda na državne težave, ne, res neverjetno, ampak ja, imamo veliko mladih, starih, kakorkoli že, ljudi, ki so veliko zaslužili, veliko pokupili nepremičnin in tako naprej, zato mogoče moje naslednje vprašanje, ali verjameš, da bi takšen davek, kot je zdaj napovedan, če ga bodo v državnem zboru seveda poslanke in poslanci tudi sprejeli, to nekako končuje to 10-letno zlato obdobje velikih zaslužkov in potem porabe tega denarja na slovenskem tržišču in bodo ljudje, ki se bodo s tem ukvarjali, našli načine, to so pa ravno te davčne oaze, kjer seveda tudi lahko odpreš računa, ne, in potem trguješ enako, pa bo država ostala še brez teh 2 do 5 milijona evrov. Zdaj tukaj v bistvu je situacija taka, da Slovenijo bo teoretično pač ali pa tudi v praksi zamenjal nekdo, ki se mu to splača. To se pravi, ravno tisti, ki bi plačali največ davka po njihovem, bojo pač šli, ker v enem trenutku potegneš črto pa rečeš, zdaj ali tukaj toliko davka plačati ali pa nekaj kupiti nepremičnino pa se pač preseliti, pa mi še zmeri nekaj ostane oziroma sem še vedno konkretno v plusu, je to čist logičen proces in tega ne smemo nobenemu zameriti, se je že minister pred meseci, tedni sam izjavil, da pač to je davčna optimizacija in zdaj, če to delajo podjetja, posamezniki to verjetno naredijo še veliko lažje pa veliko hitrejše. Zdaj, v Sloveniji bo pa pač ostali tisti, ki se jim to ne bo splačalo, to se pravi, da ne bojo zapustili Slovenijo oziroma bojo tukaj davke plačevali, matrali se bojo z vsem tem dokazovanjem pa beleženjem transakcij pa vsega, kar pritiče temu novem zakonu, in bo izplen zelo majhen, seveda. Veliki, ki bojo šli, bojo ta kapital sabo odnesli, zdaj koliko jih bo takih, kot je Damjan, da bo vlagal nazaj v Slovenijo. Plus tega, da zdaj vidiš, kaj je to naredil, kakšne ovire, kot so prej rekla, je doživel, ne. Ja, dvomim, da bo ta kapital prišel nazaj. In jaz se resno sprašujem, teh 25% oziroma ta 2,5 milijona prineseta toliko, kakor bo odnesel, ne vem, 22% davek, ker to, če tako na prst zračunamo, ne vem, to pomeni, da more 1000 ljudi ali pa 2000 ljudi zapraviti 10 000 evrov več na leto, da dobimo 2,5 milijona z DDV-jem nazaj. To se pravi, ne vem, bo šli mogoče na malo bolj luksuzne večerje ali pa nek avto si bo kupil ali pa neki in smo že dobili ta 2,5 milijona nazaj. In tudi na sestanku, ki smo ga imeli, na sestankih, ki smo jih imeli na ministrstvu, sem jaz izpostavil to, da bi mogli biti v bistvu v interesu čim več davka pobrati, ne čim bolj obdavčiti. Je pa res, da določenem delu prebivalcev pač zelo ugaja, da se govori o tem, da bomo obdavčili milijonarje, ki to niso, da bomo, ne vem, nekim mogotcem obesili še 25% davka za to, da bom jaz več imel.
oziroma da bo država več imela, ja, ni čist tako, ne. Pač ti lahko napišeš 25% davka, samo če ga noben ne plača, je pol boljše, da ga imamo 10, 5 ali pa 0%, pa da se nekje iz drugega vira pač pobere toliko več. Ampak ja, se pravi, to ni nekaj, kar s čimer bi se Bitcoin društvo mogel konec koncev ubadati, kako davke pobirati, ne. Ampak lahko pa sam pač povemo, kaj bi bilo mogoče bolj smiselno narediti, ne. Kakšno številko ste predlagali, ko je šlo za obdavčitev? Čisto odvisno. Mi smo rekli, da treba na začetku treba je pogledati stvari tako, ko smo prej prišli do tega, da pač imamo zelo veliko podobnosti z zlatom pa s plemenitimi kovinami, tako kot imamo pri plemenitih kovinah različne plemenite kovine in so tudi različno obdavčene, ene so boljše, ene so slabše. Popolnoma isto je s kriptovalutami, samo da je to pač v digitalnem svetu. Imamo boljše, imamo slabše kriptovalute, pa imamo zelo slabe, ki to konec koncev niti lahko tudi niso, ne. In tukaj je treba začeti. In treba mogoče to malo presijati, kje smo, kaj smo, pa pač jih pol v neke razrede postaviti, ampak ja. Ko sem se pripravljal na ta podcast, pa sem gledal te neke številke, pa malce zgodovine, je ena zanimiva stvar, ne, sej tukaj boš pa zdaj ti vskočil. Zakaj pa zlato ni obdavčeno, na primer, ne? Kako je pa z zlatom? Če nekdo reče, lejte, jaz vlagam v Bitcoin, pa bom zdaj na koncu leta si izplačal nek dobiček, pa bom plačal davek na to, kako je pri zlatu? Če na primer rečeš, jaz pa vlagam v zlato. Ja, v bistvu tudi jaz sem se vprašal, bom rekel, sem šel pa malo raziskovati zgodovinsko gledano, ne. Dejansko pač zlato in srebro sta se v zgodovini smatrali kot denar, ne. Srebro, argentum je tudi po latinsko pomeni denar, tako da v bistvu nekako zaradi tega ni bil obdavčen. Potem, če gledamo danes, bom rekel, pri denarju, ne, se pravi, denar, ki ga imaš ti v denarnici, gotovina, ni obdavčena, če ga daš pa na banko, pa dobiš obresti, ne, pa je, ne. Tukaj mogoče lahko rečemo, da je fizično zlato, ki ga imaš pri sebi, ni obdavčeno z DDV-jem in z davkom na dobiček. Če ga imaš pa v nekem finančnem instrumentu vezan na zlato, srebro, pa je, ne. Potem sem se podobno vprašal, tako kot ste vi raziskovali v Ameriki, kako je v Ameriki, kako je v Evropi. Dejansko v Ameriki tudi nimajo DDV-ja in davka na dobiček in na zlato in na srebro, ne. In v bistvu Evropa je, mislim, da leta 1998 sprejela direktivo, kjer je v bistvu rekla, da tudi v Evropi ne bo uveden DDV na zlatu. Ne? Tako da in z tega naslova sem se tudi jaz spraševal, ker pač v zadnjih 12 mesecih v Sloveniji je debata o obdavčitvi nepremičnin, pa obdavčitvi Bitcoina. No, v bistvu pri nepremičninah so ugotovili, da ga ne bojo, zaradi volitev predvidevam, se več dotikali tega davka. Pri Bitcoinu, glede na to, da je skupnost manjša ali pa ker je to mogoče višji namen Evropske unije, je zadeva relativno hitro se v bistvu obrnila. Pri plemenitih kovinah je zaenkrat ostaja tako, kot je, ne. Tako da predvidevam, da podlaga je ravno ta EU direktiva in ko se bo EU direktiva, kakor očitno pa tudi pri kriptu odločila EU, da se bo obdavčilo tudi karkoli drugega. Ne. Tako da tudi mogoče en tak ukrep, še zanimiv, nevezan na kripto pa na zlato, je v bistvu, ko se je Evropska centralna banka ustanavljala, ne, je bilo v njihovem aktu navedeno, da ne bo nikoli odkupovala od državnih obveznic, ne. Tudi to je bil začasni ukrep, ki se je v covidu začel delati in se še nadaljuje. Tako da nikoli ne veš, kaj bo jutri, 100% je, da nič ni 100%. Spet pač dajmo odgovornost za svoje premoženje, za finance na sebe v bistvu prenesti, ne na druge. Imamo razpršeno premoženje, ker optimalne investicije očitno ni več, ne. Zdaj se pa lahko morda ravno te optimalne stvari pogovarjava. Bitcoin 10 let nazaj, takrat se si rekel, ne, smo se odločili, ker je bil prvi, najmočnejši, tudi danes kaže vse na to. Kako pa je res s to varnostjo vseh teh, ne bom rekel 15 milijonov, ampak ta argument finančnega ministra Evropske unije, ne, češ ne bodite naivni, ne vlagajte v nekaj, kar lahko tako izgubite, potem pa res smo videli dve veliki aferi, ne, naprimer čez lužo, kaj se je zgodilo, ko je padla celotna borza kripto, ampak saj smo videli padec tudi bank, naprimer, ne, da smo si na jasnem.
kako je pa s tem? A je to lahko tako dober argument, da rečeš res, sej ni morda najbolj pametno vašega premoženja dajati v kriptovalute, po drugi strani pa, to si pa tudi sam rekel, bodimo sami tisti, ki odločamo, ne? Vendarle je tudi cena zlata špekulacija, ne? Ko se vojna začne gre gor, morda bo šla malce dol, enako je pri nepremičnini, nekaj kupiš, pa če se bodo nove zraven naredili, bo šlo dol ali pa gor. A je s kriptom tudi tako? A je lahko to argument, da vendarle se vsak sam odloči, kam da? Tukaj bom najprej poudaril to, da Bitcoin nikoli ni imel težav. V Bitcoinu blok pade vsake 10 minut, cena je odvisna od povpraševanja pa ponudbe, uptime mislim, da je 99,9999, to se pravi, da se tudi ni še do zdaj nikoli ugasnil, pač veriga blokov teče, da ni tako, kot pri bankah, ne vem, ali pa kjerkoli druge, ko vemo, da imamo probleme s karticami ali pa s čimorkoli. Tako da ja, so pa težave z industrijami in to zanimivo z industrijami, ki so do neke mere tudi že bile regulirane oziroma pregledane, ampak se pravim, to ni problem Bitcoina. Zdaj, če je FTX padel, je pač regulacija zdaj prišla, imamo v Evropi tudi Miko, ki bo pač te velike institucije pač mogla pregledati in povedati, a so v redu ali niso v redu, in jaz tukaj se pravim, ne vidim nobene težave strani Bitcoina. Tako kot zlato pač ne rabi, mislim, nima nobenih težav. Zdaj, če bo, ne vem, neka kovanca propadla ali pa če bo pogruntali, da prodaja fake zlato, tako rečen, ja, ampak zlato je še vedno zlato. Je pa tukaj res, da imamo pa težavo, ko govorimo o kriptovalutah, kot smo prej rekli, jih imamo več kot 15 milijonov, sicer več kot polovica je Bitcoina, to se pravi kriptovalute, ki zaenkrat oziroma nima težav in jaz mislim, da jih tudi v prihodnosti ne bo imela. Na drugi strani jih je pod teh 15 milijonov plus, jaz mislim, da 15 milijonov plus, ki pa bodo imele težave, slej kot prej, ker so ustvarjene iz zraka, poganja jih pač nek hype in ko ta hype propade, tudi ta, kako bi rekel, vrednost vloženega denarja pač izpuhti v enem trenutku. In jaz sem že lepo povedal, že pred leti, da se bo kriptotrg skristaliziral takrat, ko bomo za pol leta ugasnili internet, socialno omrežje ali pa prepovedali oglaševanje kjerekoli kriptovalute in takrat bomo videli pravo vrednost vseh teh valut. In jaz mislim, da pač Bitcoin bo ostal, pa mogoče še kakšna, ki ima odzadaj nekoga, ki verjame, ali pa neko tehnologijo, ki pač dodaja vrednost, tako kot industrija dodaja vrednost recimo srebru, ki je drugačno kot zlato. Bitcoin bo pa pač tam ostal, zaradi tega, ker je hranilec vrednosti, ker ga ima nekdo nekje spravljenega ravno zaradi tega, ker verjame, da skozi zgodovino v prihodnosti ne bo izgubil toliko na vrednosti, kakor bo izgubile, ne vem, fiat valute, to se pravi dolarji, evri. In to je to, vse ostalo, kar je pa napihnano na TikTokih, Instagramih, pa Facebookih, pa ne vem, kje še vse, to bo pa pač ugasnilo, tako kot pač ugasne. Saj smo videli pred nedolgo nazaj tudi eno slovensko kriptovaluto, ki je v trenutku ugasnila, pa pač pobrala spet en določen del premoženja posameznikom, ki so verjeli v ta hype. Sam se imajo fino fantje, se mi zdi, da nekje, ne. Ampak morda, ko si trije, ko si to omenil, se to je res neverjetno, ne? V kriptovalute nekateri res verjamejo, drugi se imajo fino, ko poberajo kakšen denar, ampak zdaj se moram spet vrniti nazaj na drugo izvolitev ameriškega predsednika, ne? Ko so naredili kriptovaluto, imenovano Donald Trump, na primer, ne? Je bilo kar nekaj takšnih priznam, tudi sam sem dal nekaj denarja, ne zdaj veliko, nekih 100 evrov, zato ker sem vedel, kaj se bo zgodilo, in dejansko je z njegovo izvolitvijo v naslednjih nekaj dneh, ne, pred izvolitvijo oziroma pred tem govorom, to noro naraslo. In potem je seveda vse skupaj padlo, enako še drugi tak kovanec, Melania Trumpa, ne, Slovenka je imela. In zdaj kaj hočem reči, nekateri ljudje so z temi notranjimi informacijami zaslužili milijone, pa se ni nikomur nič zgodilo, ne, naprimer. Tukaj zdaj govoriva o vrhu najmočnejšega pač države na svetu. Donald Trump je s tem prav gotovo veliko zaslužil, ker je to njegov kovanec, to se ni spomnil nekdo drug, a drži, ali se motim? Ne, seveda, saj tukaj v bistvu, to je to, kar mi govorimo, ki se razlikujejo, ne. Dejansko te kriptovalute je iz zraka nekdo ustvaril, zdaj, a je to Donald, ali je to kdorkoli zraven njega, nima konec koncev nobene veze, in so jih pač prodajali. Cena tem je tudi rasla, to se pravi, verjetno v enem trenutku niso, oziroma v štartu niso vseh prodali, cena je zrasla, so jih
tako kot mi rečemo, dampnili na naivne kupce. In pol je pač trg, so mislili, da bo pač trg zalaufal, da se bo to s tem nekaj dogajalo, nič se ni dogajalo, ljudje so določen čas čakali, videli so, da se nič ne dogaja, so začeli še oni prodajati in cena je pač danes tam, kjer je bila. Še vedno obstaja določen procent teh, ki si rečejo investitorji, ki verjame, da se bo mogoče s tem zgodilo in zato tudi ima še neko vrednost. Ampak če rečemo, mi vedno gledamo napram Bitcoinu, bo cena vedno padala. Zakaj? Zaradi tega, ker dejansko nima nobene vrednosti, ker je nekdo to iz zraka ustanovil, to se pravi, njega ni izdelava tega kovanca tokna, kakorkoli že je, stala nič. To se pravi, če ga on proda za $1, če ga proda za $0,5, je on še vedno v plusu. Pri Bitcoinu je stvar popolnoma drugačna. Od prvega Bitcoina naprej je mogel nekdo nekaj narediti, plačati, da je prišel do tega Bitcoina in vedno je pol to tisti benchmark, pod katerim ga načeloma ne greš prodajati, ne. In situacija je tukaj popolnoma drugačna napram tem napihnjenim kovancem in ja, Donald Trump je to izkoristil, financiral si je svojo volilno kampanjo, mogoče se tudi zaradi tega mičkam bolj obrača proti kriptovalutam, ampak moram reči, da očitno verjame v Bitcoin oziroma ve pa, kaj je Bitcoin, zaradi tega, ker ne tlači lih vsake kriptovalute v svoje strateške rezerve oziroma ne govori o tem, no sej v strateške rezerve še ni šlo nič. Razen Doge pa Donald Trump valuta, a ne? Mogoče kaj pol nauk zgodbe, ne? Sej, to sem želel reči, a ne? Mi se pogovarjamo o resnih stvarih, potem imaš pa ameriškega predsednika, ki naredi valuto, pobere denar in reče, dobro, ne? Ker mogoče lahko podobno opazujemo, ne? Se pravi, vlada Donalda Trumpa, mislim, da je tukaj vmes kar nekaj milijarderjev, ne? Če se ne motim. In tudi vsa ta zgodba s carinami, ne? Zelo, bom rekel, enkrat jih uvedejo, enkrat jih znižajo in to zelo vpliva na delniški trg, ne? In če ti si kreator te zgodbe in če si milijarder, verjeten pol imaš tudi določene interese, lahko v bistvu tukaj ekstremno profitiraš, ne? In bo prav zanimivo pogledati pač vrednost premoženja teh članov vlade pred mandatom in po mandatu v bistvu, ne. Ampak ja, kaj nauk zgodbe, bom rekel, tudi Warren Buffett v bistvu je pokazal in dokazal prvič, da moraš biti potrpežljiv, vztrajen in da vlagati potem v neke realne vrednosti, ne. Seveda se ti lahko spreminjajo, ampak v bistvu slej ko prej se bo vrnilo spet na tisto realno vrednost in čas ti to pokaže, ne. In lahko rečem, 1000 let kaže na zlatu, na nepremičninah, pokazal bo na Bitcoinu, ne, in tudi na kripto bo pokazal, kaj je vredno in ločil pleve od zrna, ne. In to po moje se mora vprašati en povprečen vlagatelj, ki nima vpliva na Donalda Trumpa, na banke, na onga in tretjega, kaj njemu v bistvu pomeni v obdobju 50-15 let, ne. In pol je pa zadeva veliko bolj preprosta in to mogoče še vsaj moj nauk pri sebi, pač stvari, ki so najbolj preproste, so najboljše, ne. In tako jaz vidim to zgodbo, no. Če bi bilo konec sveta, bi to tako izgledalo, da bi šli vsi na banko in bi želeli vse, kar imajo na banki, vzeti iz bančnih računov in banka se sesuje. Kaj se zgodi, če pridejo vsi po svoje zlato, ki ga imajo v lasti? Zdaj govorimo, da je že konec sveta je pred vrati, a ne? Mislim, to je ponudba in povpraševanje, pač če bi vsi prišli, bom rekel, po svoje zlato, te, ki imajo 100% v fiziki, se ne bi nič zgodilo, ker pač ga bojo samo prevzeli, ne, in ne bo nič vplivali na ceno. Če bi ga pol vsi prodali, bi pol cena padla, ne. Če bi pa vsi ostali, ki mislijo, da imajo, ne, krat 100, bi pa cena ekstremno zrasla in jaz verjamem, da to je ena izmed stvari, ki se bo enkrat zgodila in bojo v bistvu veliko ljudi zahtevali določene dobave k sebi domov in takrat bo kar izziv, ker kovnice ne bodo mogle toliko hitro nakovati toliko zlata, kakor bo povpraševanja, ne. Bom zdaj enako vprašanje postavil, če bi vsi, ki imamo nekaj, na primer v kriptovalutah, želeli jutri, ker bo potem pa konec sveta, čez en teden vzeti vse ven, koliko bi zmanjkalo? Jah, jaz bom zdaj tako, če tukaj govorimo o zlatu, bom jaz govoril o Bitcoinu, ker o vseh kriptovalutah težko govorim, ampak pri Bitcoinu je tako, da imamo menjalnice, ki so do neke vrste regulirane, ampak to v bistvu nima nobene veze z regulacijo, ampak ki imajo proof of reserves, ker lahko že danes v vsakem trenutku pogledaš,
ali ta moj bitcoin tam je, oziroma ali ga je toliko, kolikor trdijo, da ga imajo. In tukaj ni težave. Vsi, ki hranijo svoje bitcoine na svojih strojnih denarnicah, to se pravi pri sebi, je tako kot pri zlatu, če ga imaš doma, če ga imaš nekje v tvojem lastnem trezorju, tudi ni težav. Jaz vidim, da mogoče se bi znal zatakniti pri ETF-ih, kjer je bilo že kar nekaj pobud, da se pač razkrije, ker tako, kot sem že prej čisto v začetku povedal, pri bitcoinu je to zelo transparentno, pa zelo enostavno, z nič stroški dokazati, da ta bitcoin jaz imam, pa kje ga imam, pa koga ga imam. In pri ETF-ih je ta pobuda že bila, da pač pokažejo, BlackRock, da pokaže, a imate bitcoine ali ne. Sicer oni pravijo za nekih varnostnih tveganj, da tega nočejo razkriti, zdaj so to res varnostna tveganja, ali so to mogoče kakšni, tako kar rečemo, papirnati bitcoini od zadaj, ne vemo. Se to je varnostno tveganje, ker če jih ni, je kar veliko varnostno tveganje. Tako da ja, ena je ta, potem tudi Saylor je zdaj, mislim, da en mesec nazaj dost podobno izjavo dal, zdaj MicroStrategy trdi, da jih kupuje, da jih ima, komu je bilo ponujeno, da pač razkrije, a te bitcoini res tam so. Seveda on jih ne hrani na strojnih denarnicah doma pod poštrom 600,000 bitcoinov, ker je bilo smešen, ampak še vedno nekje na neki adresi so in bi lahko razkril, ampak je dost podobno zgodbo oziroma izgovor potegnil, da je to toliko razprašen, pa da zaradi varnosti pač tega ne bojo razkrili, oziroma da morajo, ne da ne bojo razkrili, ampak da morajo najti način, kako zdaj to transparentno pokazati. Zdaj, če se bo to v prihodnosti zgodilo, da bojo pač vsi, ki hranijo za nekoga drugega bitcoin, v enem trenutku pokazali te bitcoine, pol tukaj ni nobene težave, se pravim. Je to veliko bolj enostavno za narediti, kot pri zlatu, tako kot je bitcoin zelo lahko prestaviti, kot smo se prej čisto v štartu pogovarjali, iz Amerike v Nemčijo, ne. Pri zlatu to je očitno, je težko, bitcoin gre v naslednjih 10 minutah z dosti visokim fijem že v Nemčijo, ne. Enako je pa pač tudi ta bitcoin preštet v Ameriki ali pa kjerkoli na svetu. Povej, kje je, tukaj je, pogledaš, aha, res je, in to velja, to je sveto, to je zakon. Tako da, ja. Zdaj, morda, ker sem vendarle na začetku napovedal, da bomo govorili o tem novem davku, pa smo vsem govorili in to je super, res, ker se mi zdi res zanimivo, ne, da slišimo te stvari. O nepremičninskem davku smo lani veliko govorili, potem je seveda še ocena Gursa prišla, pa smo vsi zdaj šli pogledati, kakšna je naša ovrednotenje, naše nepremičnine, ker seveda razumemo, da bo to vplivalo tudi na davek neke druge vlade, nekoč drugič, če kdaj sploh. Kaj pa je tista naložba, ki se je, ne vem, v zadnjih letih najbolj izplačala, torej? Pa da smo si najjasni, sam nisem proti davku, tudi ne proti davku na dobiček iz kriptovalut, ker ja, če sem nekaj zaslužil, ok, ne, če sem zdaj ogromno zaslužil, mi verjetno ni težko dati, če sem pa teh 300 evrov, se mi zdi pa pač neumno, ker je več birokracije, ampak kaj pa se je izkazalo, ne vem, v zadnjih 10-15 letih, prej si sam rekel, ne, da je treba sam pri sebi se malce vprašati, kaj bo delovalo do moje pokojnine, kaj je delovalo za tiste, ki gredo, ne vem, drugo leto v pokoj. Mislim, da je to tudi zelo individualno, ne? Ker če se ti takrat kupil nekaj, ki je bilo zelo drago, pa pol prodal, kaj je cena padla, pol ni delovalo nič. Ne? Zdaj, jaz lahko povem na področju zlata, recimo povprečje zadnjih 15 let je med 8 pa 10%, podobno tudi pri srebru, konkretno 9,7 v tem trenutku, vključena z obdobji, kjer so cene padale in pač z obdobji, kjer so cene zrasle. Ne. Zdaj že pri eni sami delnici lahko vidimo, da so te procenti čisto drugačni. Pred kratkim sem prebral, mislim, da je slovenski borzni indeks v letošnjem letu 3. ali 2. najboljši na svetu. To je bilo tudi pred krizo 2006, če se ne motim. Potem zanimiv podatek, da je bitcoin v zadnjih 10 letih povprečjem je v 60, pa da se pričakuje 40. Tako da, ja, če bi človek vedel, bi vse vložil v eno naložbo, ki je prinašala najboljše donose, vemo pa, da garancija za prihodne donose niso pretekli donosi. Tako da jaz nekako gledam, da najboljši donos je tisti, ki je nekako konstanten donos, ki ima neko zdravo razumsko rast, težko biti pa pameten. In spet sem pri tem, kakor sem že večkrat rekel, razpršiti in kjer dosežeš ekstra donos, biti hvaležen za to, da si ga dosegel, morda dobičke potem vložiti v nekaj produktivnega, ker ne nazadnje v bistvu
tudi recimo podjetja dobijo največjo dodano vrednost iz dejavnostjo, ki jo obvladaš, ne. Tudi ti zaslužiš ponovadi tam, ki obvladaš. Vse dobro, ja. Tako da na to, no, se dajmo pač sfokusirati, bodimo vztrajni na določenem področju, ne. Se tudi mogoče komentar, Slovenija je tudi pred 5 leti rekla, da bi to kripto sceno želela biti država, ki je prepoznavna potem po svetu, ne. Pol ne vidim razloga, zakaj bi uvedla davek na to področje, kjer bi rada bila razpoznavna, ne. Hvala, da si mi dal prav to iztočnico, ker sem prav želel vprašati. Zdaj se pogovarjamo o tem davku in res je, pogovarjali smo se pa, sploh takrat, ko smo ugotovili, da imamo mnogo fantov, ki imajo borze, a ne, in ki dobro služijo in ki so bili inovativni 10 let nazaj, bodimo mi zdaj pa vsaj na tem področju prvi, pa smo znova zašli, ne, bodimo tisti med enakimi, ki regulira, ali pa dajmo še biti med prvimi, ki regulira in to najbolj, a ne. Kakšna je slika Salvadorja? Zdaj seveda spet skačem na drugo stran, kjer so rekli, mi bomo pa Bitcoin vzeli kot neko plačilno valuto. Kaj sprašujem? Kakšne so pa res druge možnosti, da si prvi ali pa med boljšimi, med drugačnimi, med bolj inovativnimi državami? Kaj se pa bi dalo? Zdaj Salvador je Posebna zgodba, vem. Ja, je zelo drugačna zgodba, sicer uspešna zgodba, glede na to, kje so bili pa kje so danes. Zdaj mogoče bi bilo to tako malo potegnen iz žepa, da se je to zgodilo samo zaradi tega, ker so prepoznali Bitcoin pa kriptovalute. Pač tam so se res zgodile najprej v politiki velike spremembe. Seveda Bukele, ko je prišel, je tudi prepoznal Bitcoin mogoče prihodnost, zaradi tega, ker oni so imeli res zelo slabo valuto in so videli, da jim je bil to nek izhod v sili, so kot legal tender sprejeli Bitcoin, začeli so ga tudi rodariti. Mogoče malo posilili s tem Bitcoinom tudi ljudi, kar je po eni strani v redu, po drugi strani pa jaz nisem za nobeno tako represijo, ne nekaj, kar meni paše, ali pa če mi ne paše. Pač in tudi tam so mogoče malo s tistim svojim voleti pa z plačili posiljevali ljudi in so seveda ljudje spet, mogoče druga stran, doživeli odpor do Bitcoina pa do kriptovalut. Ampak danes se Pa še padec je bil vmes, ne? Iz 60 se mi zdi, da je na 30 in je vse bolela glava, danes jih pa morda malo manj, ne? Tako, ampak če pa pogledamo zdaj, kaj se je v teh letih zgodilo v Salvadorju, pač kriminal je konkretno upadel, se pravim, zdaj ne govorim, da je to zaradi Bitcoina, ampak pač zaradi vseh sprememb, ki so se zgodile. Turizem se je tudi na račun Bitcoina zelo povečal, ker je kar naenkrat postala Bitcoin prijazna destinacija, z Bitcoinom lahko plačam. In jaz poznam kar nekaj ljudi iz celega sveta, ki danes živijo v Salvadorju, ali pa pač hodijo na dopust, pa na neke izlete pač v Salvador, ker jim je kul, ker lahko z Bitcoinom plačaš, očitno, da ga imajo dovolj, da si pač prvošijo, da letijo 2-krat na leto v Salvador. Plus tega pa ta njihova politika je tudi kar nekaj podjetij pripeljala v El Salvador. Prej smo pač rekli, da se je Tether, ki je trenutno ogromno podjetje s stabilnimi kovanci, preselilo v El Salvador. Tudi v Sloveniji, recimo, je investiralo v slovensko podjetje GoCrypto Naka. V njih so pač videli zelo zanimivega ponudnika plačil v kriptovalutah oziroma v Bitcoinu. In ja, kar nekaj takih podjetij je šlo tja in tudi vem za kar nekaj posameznikov, ki so se tja preselili, ki pa dejansko niso neka podjetja, ampak so ti digitalni nomadi, ki delajo na Bitcoinu, ki razvijajo Bitcoin tehnologijo oziroma pač omrežje ali karkoli, te aplikacije, tako da in zdaj tam živijo. In se pravim, če pogledamo, kje je bil El Salvador 10 let, pa kje je danes, so se premiki zelo hitro zgodili. Niso se zgodili čez noč, ampak dajmo reči v 3-4 letih, je pa pač zato, ker so bili prvi. Zdaj, tisti, ki bo drugi, verjetno ne bo imel take možnosti, takih sprememb, ampak še vedno bojo, seveda. Tisti, ki bo pa zadnji. A smo lahko drugi v Evropi sploh? Ob tej regulaciji, ko je Evropska komisija, Evropska unija točno in jasno rekla, kaj se mora s kriptovalutami v Evropi zgoditi, ali lahko na to zgodbo 5-letnih obljub nazaj bodimo pa prva kriptodržava v Evropi, pozabimo? Mislim, prva v Evropi, jaz mislim, da nas Švica spet prehiteva, ker vemo, da je zelo pač napredna, kar se tega tiče, in oni so itak bliže zmeri dobri z denarjem, zlatom, pa z vsem, kar se svet, in tudi pri Bitcoinu so očitno spet
nekaj prepoznali prej, kot mi, oziroma država je prej prepoznala. In so privabili kar nekaj podjetij v Lugano, v Cug, ki razvijajo to tehnologijo, ki se ukvarjajo z bitcoinom, tudi davčno so, ne bom rekel bolj ugodni, ampak bolj prijazni. Z regulacijo jih ne dušijo, ve se točno, kaj plačaš, koliko plačaš in kaj tudi za to nazaj dobiš. Ker to je konec koncev namen davkov. Tudi zanimivo, v Luganu, v Cugu lahko davke plačujemo z bitcoinom. To se pravi, da prepoznavajo bitcoin tudi kot neko plačilno sredstvo. Tako da zdaj reči, da bomo prvi v Evropi, ne bomo drugi, tako kot so rekla, mogoče sicer res močno dvomim s takim obnašanjem pa s takim odnosom do kriptovalut, ampak ja, se stvari lahko zelo hitro spremenijo, ali tako ali pa drugače. Je pa res, da se bo treba pač potruditi strani našega društva, naše iniciative, skupnosti, ampak začeti je pa treba, tako kot je kolega prej povedal, pri izobraževanju. S tem, da on se ukvarja z zlatom, ki je staro toliko kot zemlja, konec koncev, ne. Pa se pogovarjamo o izobraževanju, mi smo stari 15 let, 16, ne. Ja, ampak bo treba začeti tukaj, ampak začeti se treba pogovarjati o denarju, o inflaciji, ker res mislim, da ljudje tega ne razumejo. Ja, hvala lepa obema, da sta prišla. Jaz zdaj razumem več, ne? Predvsem se mi zdijo te vzporednice med zlatom in bitcoinom noro zanimive, ne? Tudi vsi ti standardi, ki veljajo, pa začasni ukrepi, pa vpogled v denarnice in razne trezorje, pa igračkanje velikih politikov z zlatom, takrat, ko je padel ta zlati standard, pa zdaj, naprimer, z Donald Trumpom, valuto in tako naprej, pa nažalost morda nerazumevanjem tukaj pri nas v Evropi ali pa tudi v Sloveniji o priložnostih, ne, včasih pa res ni treba takoj skočiti, pa malce lahko počakamo, ampak ko gre za davke, mi skočimo. Hvala lepa obema, z veseljem sem tole z vama klepetal, morda bomo kaj podobnega ponovili tam pred odločanjem v državnem zboru, ker tisti, ki odločajo, tisti morajo slišati ali pa vsaj poslušati in upam, da bodo tokrat, če ne pa jim bomo še enkrat dostavili še kakšno ekonomsko razlago, bomo še kakšnega ekonomista povabili zraven, ki bo o proračunu kaj govoril. Hvala. Hvala za povabilo. Z veseljem. Hvala za povabilo. Zdaj, ko bomo končali, bom pa še insajderske informacije malce, ne, o bitcoinu pa o zlatu dobil, ne. Šala, ne. 10 let nazaj bi bil hvaležen, zdaj sem vse zamudil, ne. Tako. Hvala vam, da ste bili z nami, upam, da ste uživali, predvsem, da ste se kaj naučili in kot rečeno, dobro je biti podučen, zato ker le tako lahko s svojim denarjem delate najbolj modro. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.